Svetosti se ne meri v letih, sad molitve je in del naštetih sprogramiran sem. Le od Boga, na Boga, za Boga, nisem kič, del načrta sem originalnega. Jan, živijo! Karlo, kako ti tukaj? Ja, golobe hranim. Prav cajt si bil tukaj. Glih se razmišljal o tebi. In sicer, ful bi si ti rad zahvalil za včeraj. Se veš, brez tebe bi dobil enko, bi to. Ja, pa dej, pa to ni bilo nič, no. Pač, če nam na zemlji vsa dobra dejanja povrnejo, potem se v nebesih ne nabirajo zakladi. Ja, kako je tvoja babica, druga? Moja babi je kar v redu, moram reči. Hvala, da si vprašal. Ja, itak. Saj sem včeraj molil za njo. Mašina. Hej, fanta, Julija. Živijo. je. Dej, a se gremo tjale v senco usest? Ja, valjda. To je bilo dobro. Ja, super. Kako je drugač tvoja sestra, Marija? Hej, hvala. V redu. Pač, včer se je tako smejala, ko sem ji povedala za naše srečanja. Ampak, a veš, drugega kot tvojega imena, pa sploh nisem znala. A gremo sem sedeti? Ja, da gremo tako. Pač, drugega kot to, da ti je ime Karlo, sploh nisem vedela povedati. Tako da, povej, kdo si, oziroma, kaj sploh delaš tukaj? Hej, saj nisi kulturan. Lahko bi vsi rekli, da smo tukaj sam na opisku, ne? Drugače sem pa danes prišel nahraniti golobe in dve mladi duši. Ti si res zahical. Ja, nisi se hical. Joj. Ok, se pravi, ti si zelo veren fant, ki rad hrani golobe, ima rad računalnike in obvlada nasploh vso tehnologijo. No, lahko bi rekli, da imam zelo rad računalnike, ja. Drugače sem se pa večino sam naučil. Saj veš, tako ga gre rek, tisto, ki te zelo zanima, se sam najlažje naučiš. A ja, pa tudi berem rad. O, jaz tudi. Jaz sem prebrala celo zbirko Harry Potterja. A vi pa tudi? Ja, valjda, to je že pa skoraj A klasika. ne? Pa ne vem, meni pa tako te znanstveno-fantastične knjige niso toliko všeč. Meni so bolj všeč te knjige po resničnih dogodkih. A take tudi obstajajo. Ok, pa Kira, pa je pol tvoja najljubša? Moja najljubša je verjeten življenjepis svetega Frančiška Asiškega. Spet pri duhovnosti, pri svetnikih, pa v cerkvi. Mogoče bi se pa lahko o čem bolj zanimivem pogovarjali, naprimer o PlayStationu novem, ki je prišel ven. Ja, sej to mi je zelo všeč, pa tudi računalniške igrice so mi tako ful všeč. Ampak ne vem, a se ti ne zdi, da pol tako nekaj manjka? Pač ja, sej, dokler igraš, je tako ful cool pa ful zabavno, sploh če igraš pač s prijatelji, ne? Ampak, ne vem, pol, ko nehaš, ne vem, a se ti ne zdi, da je tako neka praznina od tebi, ali pa nekaj tako. Da pač ne vem, ne počuti se, kot da si nekaj uporabnega ali pa plemenitega naredil. Dobro, no zdaj pa zveniš kot moja mami. Saj ne rabimo vsaj, da nekaj plemenitega dela, ne? Pa saj smo še otroci, zdaj moramo malo uživati. Ja, to je res, ampak a vidva kaj delate v prostem času? Ne vem, a igraš kakšen inštrument? Ne. A ne vem, treniraš kakšen šport? Ne. Kaj pa, ne vem, a si pri prostovoljcih, ne vem, pri animatorjih ali pa pri Rdečem križu? To pa itak ne. Dej, zakaj naju zdaj se to sprašuješ, se bova imela še slabo vest, kako nič ne delava. Ja, in čist prav je tako. Pač ni dosti samo to, da pač prideš iz šole in pač pol poješ kosilke kaj. Pač itak mami skuhala in pol se pač uležeš v poslo in igraš igrice cel dan še. Pač to ni bistvo našega življenja. Ja, sam. Kaj pa je pol bistvo? Ja, da živiš, da pozdraviš neznanca na ulici, da ne vem, si del moštva, da imaš ful dobre prijatelje, da se zavedaš, da si edinstven in da je to ful lepo. Ker pač vsi ljudje se rodimo kot originali, ampak mnogi umrejo kot fotokopije. Pač Jezus nas ni ustvaril različnih zato, da bi pač vsi nosili tiste Adidas ali pa Nike čevlje. Ja, no, sam jaz imam kdaj občutek, da me
pač prijateljice in sošolci sploh ne bojo poslušali, če ne bom nosila Adidas čevljev pa Nike. Ja, to je drugače čist res. V današnjih časih čist preveč gledamo na zunanjost, pozabimo pa, kaj imamo tukaj v notranjosti. Ti dejansko upoštevaš vse to, kar si zdaj rekel? No, vsaj poskušam, no. Naučil sem se igrati saksofon in to sem se ga čist sam naučil in mi je ful zanimiv. Ja, drugače, moja ljubezen do računalništva pa itak že poznate. No, drugače imam pa doma še 4 pse in z njimi tako ful rad hodim v gost. Pa tudi mačke imam doma. A vam pokažem en video o mojih smešnih mačkih? Evo, lepo kažem. Čakaj me, to so tvoje mačke. Evo, kaj dela. Dobro, Lega, Karlo, kje najdeš ti čas za vse to? Pač kaj ti rata? Ja, saj veš, čas si je treba vzeti. Vsi ga imamo čist dost, sam razporediti si ga je treba prav. Ampak, a veš kaj? Enkrat smo šli z mami in babico v Francijo in tam smo si zelo zanimivo razdelili prosti čas. Bonjour sem, pa smo v Franciji. Joj, kako glasno je to letalo. Najboljš, da gremo kar direkt do hotela. Kaj si rekla? Sploh te nisem razumela, tak hrup povzroča tole letalo. A gremo kar do hotela. Končno smo v Franciji. Komaj čakam, da vidim cerkve, kjer so se zgodili te euharistični čudeži. Najboljš, da gremo kar peš do hotela. Mami, a si rezervirala hotel tako, da je blizu kakšne cerkve, da bomo šli lahko k Sveti Maši zvečer? Ker če ne, pol ne bomo mogli iti. Seveda, tudi to sem poštekala. Moram pa reči, da imaš res nenavadne želje. Gremo zdaj kar naprej. Poglejte tole. Tole je pa svetovno znan muzej. Tole pa moramo videti. Tole pa ne moramo iti kar tako mimo. Ja, ampak babi, pa se nismo prišli v Francijo sam zaradi muzejev. Prišli smo si pogledat cerkve in šli bomo pogledat cerkev Saint-Étienne, kjer se je leta 1290 zgodil en euharistični čudež. In pol bomo šli še v Bourdieu, kjer se je leta 1822 tudi zgodil en euharistični čudež. Ampak meni pa se zdi pravično, da na tem potovanju, Ja, romanju. na tem romanju, da si vsak izbere eno stvar, ki si jo želi videti. Ti, Karlo, imaš te svoje cerkvice pa čudeže, jaz bi si pa res rada ogledala tale muzej. Saj smo vendar v Franciji, v Parizu smo. Gleda, lepo vaju prosim, jaz sem še stara in ne vem, koliko časa bom še na tem svetu in bi si res rada še kaj ogledala. Babi, vedno imaš isti izgovor. Ne vem, kaj praviš ti, Karlo? Ne vem, jaz mislim, da ima babi prav. Dej, pejmo pogledat ta muzej. Ampak, babi, drobtinica ne sme z nami noter. Prepusti to meni. No, zdaj pa lahko gremo.
Bonjour. Vas ne prositi, da se umirite. Morate obiskovalce. Oprostite, ampak tukaj imate toliko prahu, da bo kakšen obiskovalec še umrl. Jaz resno razmišljam, da bi poklicala zdravstveno inšpekcijo. Turisti. Zdaj pa najboljše, da gremo kar do hotela, da ne bo še kakšnih težav. Ja. Kaj bo? Ja, a vama je to smešen? Pač to se je res zgodilo. Pač ti si res čudo. Ne vem, kako se ti lahko toliko enih stvari zgodi v življenju. Pač jaz, ko pridem v šole, se sam vržem na pojslo in jim nič rečem. Tako da ne vem, no, se bi mogel biti človek svetnik, da bi lahko živel v vsakem trenutku svojega življenja. Ja, potem pa postani svetnica Marija, pa bo šlo vse lažje. Jaz? Ne, pač jaz jih ne hodim, imaš. Dobar, no, za te velike praznike, kot so Božič pa Velika noč, to že grem, ampak ne vem, no. Pri spovedi nisem bila že odbirne, pa tudi, ne vem, to je za stare ljudi, to ni nade. Se strinjam. Jaz tudi nisem bil krščen, tako da ne morem reči, da sem glih del vašega gibanja za nebesa ali karkoli verujete. Ja, saj to, a ne, pa tudi, kdo bi rad bil svetnik, ne vem, no. Jaz se lih ne bi rada odrekla dobri hrani, pa oblikam, pa pač šla kar živeti na ulici med redeže. To ni zame. Pa to tudi ni modern in noben se s tem ne ukvarja. Ampak, veš, zelo veliko ljudi na svetu se pač dela dobre ljudi in se s tem tudi ukvarja. In pač, ker tega ne dajejo na Facebook ali pa na Twitter, pač drugi ljudje tega ne opazijo in pač mislijo, da oni sploh ne obstajajo. Pač, saj ti ni treba postati, ne vem, duhovnik ali pa redovnica, da pač postaneš svetnik. Ja, in kaj pa moraš narediti, da postaneš svetnik? A lahko imaš, na primer, ženo ali pa otroke? Ja, itak, pač res ti o tem govorim. In pač, če na nas mladih je, da pač mogoče malo prevečkrat gledamo samo na materialne stvari. Ampak, da iščemo Boga vse okrog nas. In zelo velikokrat nas zaslepijo te računalniki, pa družabna omrežja, pa igrice, da pozabimo iskati Boga. In pač, ker nam to vzame čisto preveč časa, pa čisto preveč pozornosti. Dobar, naj se vse lepo in prav, ampak zdaj pa je resno vprašanje. A vi ga poznate sploh kakšnega mladega svetnika? Ne, ker ne obstajajo. Obstajajo samo stari ljudje, ki so živeli že toliko dolgo časa nazaj. Naprimer, Sveti Niklaviš, pa Sveta Marija. Ampak oni so itak napisani v legende, njihova življenja so napisana v legende in ja, v naših časih ne ni nobenega svetnika. In točno ti si lahko tista svetnica Marija, ki jo bojo poznali v današnjem času. Ja. No, pa še Bog se strinja. Moja, CD player, ne smem ga zmočiti. Ej, jaz moram iti, fajn bo ta, ostanite suha, ajde. Čau, ja. Ti pa ne vejo. Dej, Karlo, no vse ja ni dobil. Pa se to sem zdaj sam hecel, no, nisi dojela fora. Kakšna fora? Pač, suh, moker, suh, debel. Ja, ma ne, čakaj. Pač, meni take stvari kapnejo zjutraj, ko se zbudim. Tako da, ampak do jutra bom že ugotovila. Ej, Karlo, Ja, lepo lepo se se me, mej. čau!